Mladi pripovedujejo, da se včasih z učitelji ne strinjajo. Ali pa če se hočemo učenci upravičiti za kakšne teste oziroma spraševanja. Jaz se zelo rada krigam z učitelji, če so nepravični, ali pa če dajo preveč domače naloge, takrat pol hitro utihnem, zaradi tega, ker pa dajo še več. Učitelj malo spremeni kriterij pri nekaterih. Pravijo, da takšne nesporazume hitro rešijo, najraje sami. Ja, meni se bolj zdi, da se sami zmenimo z učitelji, zato da se naučimo samostojnosti. Hodimo na pogovorne ure, če je kaj tasga. Ponavadi povem svoje mnenje, pa počakam, da učitelj pove do konca. Če se učitelji so dokaj razumni, bodo popravili napake, če so jih naredili. Vsak ima svoje videnje nesporazuma in pomembno je, da poskušamo razumeti svojega in učiteljevega. To nas v bistvu bogati. To je neka prva lekcija. To ne pomeni, kdo je kriv ali pa kdo je slab, ampak da ima vsak nek svoj delež in da ta delež moramo znati nositi. Če pa se vam zdi, da učitelj zlorablja svojo moč nad vami, je prav, da vam pri reševanju takšne težave pomaga odrasel človek, ki mu zaupate. Se pogovoriš s starši. Včasih mislimo, da pogovor spora ne bo rešil. Za take primere obstaja možnost prijave na inšpektorat za šolstvo in šport. Je pa prijava inšpekciji seveda utemeljena, takrat, ko je bila zares namerno narejena škoda otroku sa strani učiteljev. Za več kot polovico prijav je inšpekcija ugotovila, da niso bile upravičene. Te škodijo delu učiteljev. Tudi, ko inšpekcija ugotovi, da je bilo vse pravilno izvedeno, da so bila vsa dejanja učiteljev pravilna, nima možnosti več oprati svojega imena. Prijav, ki so nedvomno neresne, inšpektorji ne obravnavajo. Učiteljsko združenje Slovenije pa želi doseči, da šolska inšpekcija tudi prijav, ki so anonimne, ne bi več obravnavala. Takšnih je približno tretjina. Menijo namreč, da so slab način reševanja težav.